Maturantje, lep pozdrav! Na koncu bi vam rada še predstavila stavčne člene, ki se pogostokrat pojavljajo na maturi in predstavljajo tudi neke vrste izjeme oziroma primere, kjer se vam najbolj zatika. Poglejmo si prvi primer, na žalost vas moramo opozoriti na sorazmerno pogoste pojave nespoštovanja zakona. Tukaj je narobe to, da ste dali vas kot povedek, torej to ni ustrezno, vas je predmet v četrtem sklonu. Torej, na žalost vas moramo opozoriti, se vprašamo koga ali kaj, torej tožilnik. In seveda tukaj običajno pozabite še to, da je opozoriti povedkovo določilo. Povedkova določila so vedno polnopomenski glagoli, ki stojijo seveda ob povedkih, ki so nepolnopomenski. Naslednji primer je, zmanjkalo nam je sladkorja. Tu ste naredili napako, ker ste sladkorja označili kot predmet, to ni res, to je osebek, ker predstavlja izjemo. Torej, osebki je sicer v rodilniku, ampak gre za izjemo, ker imamo glagol zmanjkati. Torej, če imamo glagol zmanjkati, je osebek vedno v rodilniku in je to osebek, ne pa predmet. Predzadnji primer, danes riše z vodenimi barvicami, narobe. Gre za prislovno določilo načina. Zakaj? Ker lahko prislovno določilo načina razširimo v odvisnik. Recimo lahko bi rekli, danes riše tako, da uporablja vodene barvice. Še zadnji primer, Ana je jezna odprla vrata. Tukaj je narobe tale stavčni člen in sicer gre pravzaprav vse to je povedek, to je pa znotraj povedka povedkov prilastek. Povedkovi prilastki se pojavljajo ob polnopomenskih glagolih in seveda je potrdilo, da gre za povedkov prilastek tudi to, da ga lahko, prav tako to poved lahko razčlenimo in rečemo, Ana je odprla vrata, bila je jezna. Če bi radi želeli izvedeti še kaj več, se prijavite na tečaj Slovnica na maturi.